Motor Branka Piška je več kot prevozno sredstvo. Je sopotnik, s katerim raziskuje skrite kotičke. Strast do vožnje združuje željo po spoznavanju novih ljudi, kultur in pokrajin. Tokrat se je odpravil na pot po Balkanu. Odločil sem se že nekje v mesecu januarju, se pravi, da v mesecu februarju sem praznoval 60 let in sem ostalim tudi sorodstvu in vsem, ki sem jih povabil na žurko, bom rekel, povedal, naj mi ne kupujejo nobene neumnosti, ki jo ne bom nikoli rabil, niti nič, ampak tisti, kar mislijo, naj dajo v kuverto, ker bom rabil za turo, na katero bom šel. In hvala Bogu, so vsi tega držali. Priprave na sam štart so že kar cajt trajale, se pravi, mogel sem pogledati karto, mogel sem pogledati zemljevide, ni vse GPS v današnjih cajtih, v takem primeru moraš tudi malo vedeti, kakšne ceste boš uporabljal, ne samo ko ti črta potegne. Tako da to potem sem zaradi spanja, normalno sem šel iskat malo preko Bookinga, malo preko tega, sama pot ni bila, 2 dni je bila malo dalje. Ja, tako v štartu sem, tako sem rekel, 10. avgusta, zgodaj zjutraj, in sem si že kar v cilj zadal, da grem prvi dan do Pakoštan, se pravi dol v bližini Biograda, kudar sicer hodim tudi na dopust. No, s Pakoštan je šlo pol naslednji dan naprej. To je bil, bom rekel, najhujši dan v celi tur. Od 6. zjutraj do 6. zvečer, se pravi 12 ur sem jahal. S tem, da moram povedati, da je bilo to samo 400 km, ampak gužva taka, da človek ne pride nikamor tu z motorjem, ne sploh, ker je bil še širi, stranske kovčke pa vse. Temperatura od Dubrovnika do Budve je bila pa 49 stopinj Celzija, ker se je poznal pa tudi na mojih škornjih, ker je bilo tako vroče, da na levom škornji sem je stopil pod plat. V Budvi sem se ustavil, prespal, ker imam enega znanca, dol mi je tudi zrihtal prenočišče, v glavnem, da sem pri njem prespal. Sem rekel, drug dan grem naprej, dol proti Grčiji. In sem že isto zgodaj zjutraj sem šel, sem prišel samo do Albanije. Me je pa klicala starejša hčerka, ki je bila glih v tistem cajti na dopustu na Zakintosu, in mi je rekla, oči, ne riniti v Grčijo, ker dol vse gori, nas so že obrli, so začeli z evakuacijo, tako da mi ni drugega ostalo, kot da sem šel v Albaniji, sicer v Skadru sem bil, potem sem šel pa proti severu, pa do Kosova levo, nazaj pod Gorico, pa iz Podgorice v Budvo, ker je bila že ura tukaj pa kilometrov, da sem mogel še enkrat prespati. Naslednji dan sem šel pa iz Budve, sem šel naprej, sem šel pa čez Bosno, sem šel pa Bosna gor proti Trebinju in sicer do Mostarja. V Mostarju sem ustavil, sem si normalno vzel popoldne frej, da sem se malo spočil, stuširal, spal sem pa tako, videl sem eno vilo ob cesti čist in sem šel čist, bom rekel, na blef vprašati, imate prenočišče za eno osebo, pa z motorjem sem šel jutri naprej, prav, ni problema, vi kar pridite kle z motorjem, sem rekel, pa povejte, koliko bo stalo, sem bil res tako pozitivno, predvsem rekel 24 evrov in tudi zajtrkam. Plus tega, da je bilo v vili noč notranji in zunanji bazen, da sem imel res all inclusive. V glavnem tam sem ostal, popoldne sem si malo Mostar ogledal, šel sem kaj v Stardel. Na kar je pa sledil dan, ki sem šel naprej do Sarajeva. V Sarajevu sem bil pa z mojim sosedom, no pa smo šla pa ven, smo šla pa do Trebeviča. Do Trebeviča, se pravi, gor sva si ogledala tisto bob stezo, ki je bila 84. leta olimpijada. No, z Bosne sem šel pa pol, bo rekel, še eno postojanko sem imel v Bosni, sicer v Doboju, tam ima neke neznance tudi. Rekel bom takole, nostalgija je še kako prisotna dol. Dol je že v bistvu, kodarkoli sem se ustavil, je bila tu vasa, je bil to mesto, ko so videli registracijo, je bilo wow, Slovenac, ne. Pa kako je v Sloveniji, kako živimo, kako se imamo, a smo mi res druga Švica. Težko jim je dopovedati, da nismo. Ampak okej, je pa zanimivo, ja, da tu starejši in mlajši vsi so še vedno na tem, ko si Slovenci, si Slovenci. Tudi Albanci, ko vidi, da si Slovenc, bo govoril srbsko, ko drugače ne govori. Tako bi rekel, no, tura sicer sama kot taka mi je bila izredno všeč. Žal mi je sam, da nisem Grčije še videl, ker sem mogel pač zaradi teh požarov obrniti. S tem, prej sem še pozabil omeniti, da so požari bili že pol naprej, tudi že v Albaniji, pa jug Črne gore je že tudi gor v Bar Ulcin. Finančen zalogaj niti ni tako velik, pri tem bom rekel največ, kar je bilo, lahko rečem, je šlo za bencin. Čeprav bencin je sicer snedol, kakor pri nas. V glavnem vse skupaj, če bi potegnil,
recimo piši sem zapravil mogoče, kaj pa vem, Jurija 800 do 2, nekaj takega, bi priporočil vsakem, kjer ima šanso, da gre, je res lepo, naj se izogiba avtocest, čim bolj, res se splača jet, no, ni neka ovira, da bi rekel, da ne bi šel več. Pa mislim, da če bo še šansa, bom šel, ampak naslednjič upam, da mi rata je do konca tudi do Grčije, no, pa pol nazaj. Pa po drugi strani nazaj bi šel pa čez Srbijo nazaj, no, tako.